prva etapa tule v Postojni je takoj na začetku potrdila in dokazala, da ta dirka raste in da postaja eden od srednjih dogodkov v slovenskem športnem dogajanju, v slovenski športni ponudbi. Na vse to kaže tudi vložek, ki ga Bogdan Fink in njegova organizacija da v to prireditev. Konec koncev pa delati kolesarsko dirko zdaj v Sloveniji, ko je kolesarsko navdušenje tako, kakršno je in ko imamo recimo v prvi šesterici najboljših kolesarjev na svetu trojico, ko je Slovenija na drugem mestu na svetu, samo za Belgijo in recimo pred Francijo in to za 2000 točk, enostavno ni težko. Enostavno se zdi, da je kolesarstvo v tem trenutku top 3 slovenska športna panoga. To fantje dokazujejo, že za uvod 4 Slovenci v prvi deseterici in konec koncev Tadej Pogačar je že za uvod potrdil in dokazal, da bo najverjetneje tudi to dirko dobil in potem izenačil Tour in dirko po Sloveniji na 2:2. Ti kot stari poznavalec, največja dirka bo seveda v Franciji in takrat se bosta med sabo pomirila Primož Roglič in Tadej. Kdo je po tvojem mnenju v prednosti? To bo pokazala cesta, ker kolesarski šport je tako nepredvidljiv, to se je videlo lani pri tistem padcu Rogliča. Primož je neugodno padel, imel potem ogromno težav, tudi takih, ki bi mu lahko preprečile nastop na olimpijskih igrah, ker je potem postal olimpijski zmagovalec v kronometru. Tadej pa je že tisto prvo leto na Turu potrdil, da je vse mogoče in vse možno v kolesarskem športu, tako da se prav močno niti ne bi spuščal v to, kdo bo boljši, kajti toliko malenkosti in toliko stvari, ki lahko vplivajo na končni razplet, kot jih je v kolesarstvu prej kot ne, ni skoraj da nikjer. Bom pa zelo vesel, če bo na tej dirki nastopilo, ne vem, 4-5 slovenskih kolesarjev in ob vseh teh zmagah naših kolesarjev je vsaj za mene ena najlepših videt oziroma pogledov v tisti zadnji etapi, ko je rumeno majico 2020 že nosil Tadej Pogačar, ko so naša peterica objeti šli proti Elizejskim poljam. Še morda beseda dve, katera etapa na dirki po Sloveniji bo zate najbolj zanimiva in dramatična? Praviloma je na vsaki dirki najbolj zanimiva tista, ki kolesarje pelje najviše. Kronometra na dirki po Sloveniji ni, že lep čas. Letos po moje etapa v soboto, ampak glede na to, kar smo videli danes, je Tadej tako močan, da ga bo težko premagati, tako da prav vsaka etapa je nekaj posebnega in predvsem veseli, da 7 Slovencev iz svetovne serije spremljamo na dirki po Sloveniji. To se do zdaj še ni zgodilo, bo pa vrhunska vsaka etapa, vsaka svojo zgodbo. Prvič bomo šli na Veliko planino v soboto in pa prvič v nedeljo na Trško goro. Kaj Trška gora pomeni za Dolence, za Novo mesto. Novomeščani delajo to dirko že skoraj 30 letja, pa vejo vsi. Tako da vsak trenutek, vsak kilometer dirke po Sloveniji bo pravi športni praznik.